Še zadnje priprave novodobnih Prešernov, ogrevanje plesalcev, upevanje zbora. Učenci z osnovne šole Slivnica pri Celju so v predstavo vložili veliko truda. Že skoraj en mesec se pripravljam na to. Vsako jutro se dobimo zjutraj od 10:07 pa čisto do pouka. Najtežje so bili gibi, ko jih nismo tako navajeni. Drugače besedilo pa ni bilo težko zaradi tega, ker smo se mogli naučiti pesem za deklamirati v razredu. Drugim sošolcem so skupaj z učiteljicami pripravili recital znane Prešernove pesmi Povodni mož. Že sonce zahaja, se mrak približuje, že 7 odbila je ura in čez, ko jela ravnat, se je Urška na ples. A dogajanje v Ljubljanici so popestrili tudi s harmoniko in popevkami pevskega zbora. Ne maram za gost ni za bas, strun drugih ko plešem, zapoje naj glas. Povodnega moža so posodobili tudi zato, da bi tako lažje ponazorili različne občutke, ki jih vzbujajo verzi. Mladi namreč ugotavljajo, da je Prešernove pesmi kdaj tudi težko razumeti. Prešernove pesmi je malce težje razumeti. Rabiš čas, da dojameš, o čem praktično govorijo. Ima tudi tiste starinske besede, ki recimo so mlajšim tudi nerazumljive. Se mi ne zdijo težke, mogoče nekatere, ampak jih razumem. Svojega najpomembnejšega pesnika bi morali Slovenci bolje poznati, pravijo mladi. Zdi se mi, da ga malo premalo poznamo oziroma tudi cenimo. Mogli bi biti bolje ozaveščeni o njemu in o tem, kar je naredil za nas. Se mi zdi, da Slovenci dobro poznamo Prešerna, zaradi tega, ker imamo tudi njegovo himno. In ko je ta odzvenela, so se vsi strinjali, da je Prešeren, čeprav ga že 166 let ni med nami, še vedno moderen in živ.